Drugače danes je bil res meglen dan dol v dolini. Sem si prav mislila, pusto megla, pet gor in splačalo se je. Razširjena slovenska planinska pot, 12. del, gremo na Žalcarjev vrh na 915 metrov. To pa je severno od Drave na pobočjih Kozjaka. Če se na pot odpravljate z otroki, je najbolj priljubljeno izhodišče pri Starem Kovaču v Spodnjem Slemenu. Mi smo izbrali drugačen pristop in začeli pri kmetiji Žunko. Kozjak je sredogorsko hribovje, ki se razprostira severno od Drave in sega vse do meje z Avstrijo. Velja za izjemno močno gozdnato pokrajino, ki je skozi zgodovino s svojimi strmimi pobočji nudila varno zavetje samotnim kmetijam, danes pa ponuja neokrnjen mir. To me zdaj večina Štajercev. No. Prikladno je vse to, da se cesta imenuje Cesta na Žalcarja. Ampak je pa malo gor, pa malo dalj. Kakor nanese. Prejšnji vikend je tukaj na Štajerskem kar močno zasnežilo. Je bilo kar nekaj težav na ta račun. Tako da sem bila pripravljena na drugačne razmere. Ja, smo pa na južnih pobočjih, tako da je kar pobralo vse. Očitno se da tudi izogniti cesti. Ampak so pa zdaj vsaj ogrete noge že. Zdaj pa moramo levo se držati. To mi je že bolj všeč. Pa nekaj belega bomo vseeno videli. Hotla okepati. Niti blizu. Očitno tako, ko imam jaz sončna očala, slabo očitno samo za okras, ker ne vem, kako naj bi si drugače zdaj predstavljala. Sem tudi kameri pozabila, da je sončna očala gor, ne? Boljše. Ideja o koči na Kozjaku je tlela že med obema svetovnima vojnama. Motiv je bil jasen, varovanje slovenskega ozemlja in naše narodne zavesti. Ko je bil Žalcarjev vrh leta 1951 končno odkrit, se je nanj odpravila skupina 50 planincev, da določijo točno lokacijo koče. Našli so zemljišče z izvirom vode, ki ga je društvu podaril domačin Matija Fike, kmet na Slemenu. Saj vem. To pa zdaj spet zanimivo. Je zima nekaj škode naredila, ne? No, to je bil moj izziv, ampak gremo dalje. Danes stopamo po poteh, kjer se je pred več kot 70 leti rodila prva planinska postojanka na Kozjaku. Tam so pa že cvetki. Ni več zaleč, ampak spet smo na Štajgi. Tu smo. Yes. Pred nami se že pokaže koča na Žalcarjevem vrhu, ki stoji na višini 863 metrov. Ampak pravi planinski protokol in lov na žige imata svoja pravila, zato gremo najprej uradno osvojiti vrh. Do koče iz istega izhodišča 5 km pa pol, ura pa 15. Pot po cesti sem malo skrajšala, smo višje pustili avto na enem parkirišču.
ker mi res ni po asfaltu zahoditi. Sam vrh je v celoti poraščen in ni razgleden, ponuja pa tisti pravi mer v objemu Kozjaka. Žalcarjev vrh, 915 metrov nadmorske višine in 12. točka v razširjeni slovenski planinski poti Poklukana. Ta razgledna točka ima neverjetno zgodbo. Mariborski planinci so kočo odprli 10. oktobra 1954. Vse od takrat ponuja enega najlepših razgledov preko Drave na Pohorje. Pa tudi kulinarično razvaja. In ta koča je bila razglašena kot najplaninska koča 2024. Hvala, da ste pohajkovali z mano in se vidimo v naslednjem delu. No, načeloma ne hodimo po značenih poteh, razen če zaidemo. Zdaj pa vemo, kje smo.